Beletrina v živo. Dober dan. Danes se bomo pogovarjali z večkrat nagrajenim pisateljem in prevajalcem Andrejem Skubicem, dobitnikom 3 Kresnikov in nagrade Prešernovega sklada, pa Sovretove in Župančiče in še kakšne. Predstavili bomo njegov novi roman Krasni dnevi. Pozdravljen, Andrej. Zdravo. Najprej me zanima, naslov zveni precej beketovsko. Kakšna je zgodba za naslovom? Je odzadaj kakšna fascinacija z Beketom? Ja, Beket je en avtor, ki je do mene prihajal precej počasi v bistvu, kot moral sem ga pač nekoč študirati, pa mi ni bil tako zelo blizu. Potem, po precej letih je po naključju prišla do mene prevajalska naloga, da sem prevajal njegova zgodnja prozna dela. In takrat sem pa zgleda bil že dovolj zrel, da me je potegnil, ker pač to ni avtor za mlade ljudi, mogoče razen za kakšne zelo depresivne, mora imeti človek že nekaj življenjskih izkušenj. In takrat me je sicer predvsem njegova proza potegnila, zbirka njegove zbrane kratke proze se mi zdi nekaj najboljšega praktično skoraj, kar sem bral. In doživel sem ga pa zlasti intimno, posebno tisti odlomek, ki je tudi uporabljen kot moto tega romana, ob smrti moje mame, kjer je nekako zazevala v življenju neke vrste praznina, o kateri je pravzaprav pisal Beket, o možnosti bližine, o možnosti tega, da nekaj dočakaš, da se nekaj zgodi, a se lahko človeku približaš, ali pa je vse samo neko ždenje v temi. In ravno to ždenje, mislim, to neko čakanje je morda neka rdeča nit tega romana, ker zdi se mi, da roman nekako beketovsko zarisuje čas, ki je nehal teči. Eno glavnih romanesknih oseb, Dušana Šavto, postavite na konec življenjske poti v dom starostnikov. Kako pomembna se vam zdi perspektiva časa? Ja, perspektiva časa je za ta roman ključna. To je pravzaprav zgodba o 3 generacijah v neki družini, v našem okolju, v naši bližnji preteklosti, nekako do današnjega dneva, ki pa so živele v popolnoma različnih svetovih, v različnih vesoljih, ki se med sabo niso našle stika pravzaprav, kot neke vrste tok od velike zgodovine do tiste, ki se ponavlja kot farsa. Oče, oziroma tisti stari oče, v romanu, ki je v bistvu še najslabši. Dušanov oče, oče tega, ki je danes star, je bil še revolucionar stare garde, ki je živel v času, ko so še obstajali veliki ideali in predstave o tem, da je mogoče nekim velikim dejanjem spremeniti svet popolnoma in ga oblikovati na novo. Potem njegov sin, ki je osrednji lik, tisti, ki pač se spominja svojega očeta in potem išče stik s hčerko, je živel v svetu, kjer se je vse gradilo in kjer je bila pomembna vrednota potem si najti neko udobno mesto v tem svetu, si ustvariti družino, ki bo varno, toplo okolje, vsej podobo te družine, kot se pač razkriva potem počasi v romanu, da tukaj ni bilo vse tako. Potem pa do hčerke, ki pa je že odraščala, ki je sicer nekako recimo moje generacije, ki je pa že odraščala v času potrošništva, oziroma začelo se je s tistim, da se je švercalo še čez mejo kakšne boljše stvari, pa do tega, da je pač postalo pri nas iznenada vse dostopno. In je vse postalo zelo poceni in za njo je postal nek ideal upiranje tistemu, kar je videla kot očetovo neko malomeščanstvo, zaležanost in tako naprej, in iskanje pustolovščin, ki pa so pač potem v neki fazi jo kruto udarile nazaj v obraz, kot kruta realnost.
Če bi šel še en korak naprej, ne, to pa bo bolj mogoče tema naslednjega romana, o katerem zdaj razmišljam, je pa kako je pa generacija naših otrok, ki pa že popolnoma živijo v nekem virtualnem svetu, v katerem so meje med tem kibernetičnim virtualnim svetom, v katerem pač obstajajo v glavnem memi, razni fake videi in vse tako naprej, zamenjali nek resničen življenjski angažma. Ne. In tam bo še bolj morda aktualna ta osrednja nit romana, osrednji motiv vzpostavitev stika z drugim. Samo da orišemo še zgodbo, zelo na kratko. Gre za zgodbo vdovca Dušana Šaute v domu starostnikov in njegove hčere Leje, dramaturginje, ki v gledališču, kjer dela v dogajalnem času romana, postavljajo Beketovo igro Krasni dnevi. Lejo iščejo kriminalisti, saj naj bi nekaj vedela o tovornjakarju, ki je v hiši skrival truplo svoje žene. Gre za kamionarja, ki je bil Lejin ljubimec. No, omenjate to vzpostavitev stika z drugim. Protagonist Dušan Šauta išče stik s svojo hčerko Lejo, pa tudi svojo simpatijo v domu starostnikov. Spominja se tudi kratkih stikov svojo pokojno dementno ženo, ki je bila tudi v domu onemoglih. Kako pomemben je ta motiv? Ja, verjetno je osrednji, ne? Ampak največji problem v romanu je prav neuresničitev te bližine, ne? Ki je v bistvu šla skozi vse te generacije, ampak vsaki na svoj način. Že ta herojski stari oče, ne? Miran Šauta, Dušanov oče, je, in to mu je pač tudi sin najbolj zameril, zanemaril svojo družino v imenu revolucije, za katero se je boril, ne? Zaradi katerega je potem tudi doletela zelo kruta usoda in zagrenjenost v življenju. In je Dušan mu skozi očita, da ni sploh pomislil na svoje najbližje, ne na ženo, ne na svoje otroke. Potem je si Dušan ustvaril neko idealno podobo družine, ne, ki naj bi bila, pač imel je dobro kariero, od tistih zelo skromnih začetkov je prek stanovanja kadrovskega napredoval do hiše v predmestju, ki je bilo za njega nek tak krasen ideal. Ampak hkrati pa se je tudi, kot vidimo skozi oči njegove hčerke, skozi ta del, ki ga ona pripoveduje, ni imel zares stika s svojo ženo. On v svojih spominih ta odnos s svojo ženo zelo idealizira, jo ima, pač poudarja to pomembno vlogo, ki je imela v njegovem življenju in kako sta bila ona dva tim. Ampak skozi Lejine oči vidimo, da pravzaprav se ji ni nikoli zares približal, jo ni nikoli zares razumel, ne. In spet pri hčerki pa je to že spet malo drugačne vrste problem, ne. Če je oče v imenu neke forme spodobnega meščanskega življenja se tako distancira od svojih najbližjih, ona pa v bistvu že vse življenje jemlje kot neko igro. Imela je fanta, s katerim je tudi šla narazen zaradi tega, ker mu ni povedala nekaterih pomembnih stvari, ne, ki bi bile v nekem normalnem medčloveškem odnosu zelo nujne, da bi se povedali. In potem ima tega ljubimca, ki ga ima tudi neke vrste eksotičnega junaka, ki jo vznemirja, zato ker je iz čisto drugega sveta kot ona, ne, ki je pravi proletarc in z njim gre na pustolovščino, skupaj zahteva, da jo pelje na svojo kamionarsko turo in tako naprej. V Hamburg. Ja, kot bi šla na nek safari, ne, in je potem popolnoma šokirana, ko ugotovi, da se je v resnici umešala v neko življenje, do katerega ni imela pravice, čeprav sama vse to precej racionalizira, ne, ampak pač naleti na neko katastrofo, prav zaradi tega, ker se ni zares zbližala z njim, ne. In pač vprašanje je, koliko je ta dejanski stik možen, vse v veliki večini naših odnosov, ne. Ravno to omenjate, ki v bistvu uokvirja cel roman to varljivo scenografijo srečnega družinskega življenja.
Leji položite v usta, vse je bilo utečeno, stacionarno, normalno, mogoče zaležano in smrdljivo, meščansko, dolgočasno, ampak normalno. Kako težko je secirati dejansko te najbližje medčloveške odnose, ker v družini se ljudje poznajo do obisti? Ja, to so ti krasni dnevi, o katerih ona govori, ne. Pač takrat, ko tisto, kar se je nekoč zdelo zaležano in smrdljivo, se ji danes, ko je sama naletela na življenjsko katastrofo, zdi kot nekaj, kjer je vse normalno, mislim, tisto, kar je v otroštvu imela za samoumevno, ne, tako se je živelo. Bilo je toplo, varno, imela je občutek varnosti, čeprav ni vedela, kaj je vse v ozadju, ampak živela v svetu, kjer sta ji starša ponujala to toplino in se je proti njej bilo še najbolj zabavno upirati. Pač, ne. Omenjate te krasne dneve, pa omenimo še Beckettovo igro O krasni dnevi, ki je sicer doživela več prevodov, recimo varirajo prevodi. Skratka, ta protagonistka v Beckettovi igri se na gričku, morda neka podobnost, sredi praznega odra sveta počasi pogreza v pesek. Skratka, na neki scenografiji idiličnega življenja, recimo neke narave in horizonta brez oblačka. Na nek način zanimiva vzporednica. Ja, pač Leja je zagledala v tej podobi tega para neko sliko svojih staršev, ne. Čeprav pozneje, bolj ko razmišlja, bolj ko mora dejansko začeti to delati, ne, ugotavlja, da si je mogoče zadala pretežko nalogo, da je to samo nekaj res na prvi pogled bilo tako, ker to je bila podoba njenih staršev, kot je ona imela v otroštvu, kot para, ki pač sta nekako, mislim, otroštvu, v bolj tistih uporniških, malo poznejših mladih letih, ne. Para, ki se pravzaprav ne razume, ki živita skupaj, ki en drugemu težita in pač očeta, ki se odmika od žene in skozi Beckettovo dramo išče, kaj bi pravzaprav bila resnična vloga njene mame, ne. Premetava podobe svojih staršev, kaj je bila mama, kaj je bil oče. In skuša najti prave motive, mogoče zakaj je bilo med očetom in mamo vse tako, kot je bilo, ne. Ni nujno, da so njene analize vedno najbolj točne, ne, ker se vedno usporejajo s tistim, kar njen oče sam pripoveduje o svoji ženi in kaj skozi par takih ključnih trenutkov oziroma njegovih misli oziroma stavkov, ki jih mogoče čisto bežno izreče o njej, pove o dejanski naravi njunega odnosa, ne. Čeprav nek stik pa ob koncu romana vseeno vzpostavita. Gre za vseeno se pravi, ta nek pogovor ni več mimobežen, nekako povesta si določene segmente svojega življenja. Skratka, je neka ponovna vzpostavitev nekega bolj pristnega odnosa med očetom in hčerjo. Ja, vedno hočem dati neke vrste tak majčkeno optimističen, skozi solze optimističen zaključek. No, pač ne vem, če je res optimističen. Je mogoč trenutek topline, seveda, ne. In tam se zgodi v bistvu na nekem zelo banalnem kraju, skozi neko zelo banalno malenkost, ki se zgodi med njima, nek trenutek topline, ko sta si dejansko blizu, ne. Ko ne glede na vse, kar si mislita eno drugemu, se čutita in se potrebujeta. Morda tudi ena druga perspektiva očeta, glede na to, da je pač že na koncu svoje življenjske poti. Zanimiv je recimo en stavek, ki ga sicer izrečeta kriminalista. Teh starih ni mogoče kar tako ustrahovati, ker nimajo več česa izgubiti. Ja, lahko se usajajo, kakor hočejo, pač ne. Kakor jim pač to pomaga ali pa ne. Ampak skratka, neka
neka priložnost za pogled nazaj na življenje in odnose. V nekaterih vaših proznih delih je posameznik žrtev nasilnega okolja, v nekaterih, denimo v romanu Koliko si moja, pa sam sebi največji nasprotnik. Bi lahko rekli, da to velja tudi za roman Krasni dnevi? Ja, mislim, vsekakor, pač ljudje smo zelo zapleteni in si že sami povzročamo zadosti težav, potem pa nam še okolje nas postavlja v situacije, v katerih mislimo, da stvari tečejo na en način, pa se nazadnje izkaže, da ni tako, ne. In se svet razgali na nek drug način, nikoli ne moramo pa čisto ugotoviti, kakšen točno. To je nekako naša situacija. Za sabo imate vrsto različnih žanrov. Kako težko je nenehno presegati samega sebe, se pravi iskati drugačne romaneskne prijeme, če govorimo o vrsti tudi vaših romanov, se ne ponavljati? Ja, ne razmišljam posebno o tem, pač pri vsakem naslednjem besedilu, ko se ga lotim, je glavna stvar pač tista inspiracija, tista neko sprožilo, neka novica, nek dogodek, nek stavek, na katerega naletim, pa me potem muči in on potem izbira, kako bom šel naprej. Jaz sem opazil, recimo, da pišem ne namenoma, ampak nekako tako v ciklih, da napišem po 2 romana, ki sta malo bolj družinska oziroma malo bolj prizemljena, bolj o medčloveških odnosih, pa potem ponavadi 2, ki sta malo bolj eksperimentalna, ko bolj izhajata iz neke teze oziroma iz neke fore, pač, nekega paradoksa in tako, ne. In zdaj trenutno sem v fazi, ko sem spet pri malo bolj družinskih romanih. Ampak ni pa to nič, mislim, naključno pride do tega, odvisno kaj je tisto, kar me potegne. Za vsakega od svojih romanov se spomnim ene čisto male malenkosti, ne. Pri tem romanu recimo je bila ena novica časopisna o nekem umoru, ki se je zgodil nekje na slovenskem podeželju, kjer je pač nek možakar ubil svojo ženo in so časopisi poročali, da je v noči po umoru pri njem prenočila tudi neka ženska, ki je morala videti to truplo in je pomembna priča. In je to potem sprožilo vse razmišljanje naprej, ne. Jaz ne vem, kako se je ta zgodba potem sploh v resnici odvila, zakaj je šlo, ampak mene je mučilo, kaj je pravzaprav s to žensko, ki je bila v tisti hiši videla to truplo, kaj je potem naredila, kaj je rojil po glavi. Naslednja misel je bila, kako pa je potem recimo njena družina reagirala na to, ko je izvedela, da se je znašla v taki vesoljski zgodbi. In potem se je to začelo prepletati in zapletati samo od sebe, ne. K neki živosti romana zelo pripomore tudi ta jezik, ki ga izjemno spretno uporabljaš. Ti si oziroma ste zagovornik živega jezika v literaturi, ne hermetizma, in zelo živ, čeprav ne v kontekstu sociolektov, morda malo, je pa tudi ta roman Krasni dnevi živ predvsem z nenehnim mojstrskim menjavanjem perspektive, nekim prepletom dogajalnega prostora, notranjega monologa, dialoga, spominov. Koliko zavestno k temu pristopaš pri kompoziciji romana? Ja, tukaj je podobno kot pri prejšnjem vprašanju, ne, tista tema diktira, kako bo potem tudi tekst pisan, ne, in kaj bo bolj v ospredju. Zdaj, recimo prav v Fužinskem bluzu recimo je v ospredju bila ta razlika med 4 govoricami, 4 popolnoma različnimi jeziki, ne, ki vsak ima v sebi zaklenjen že cel pogled na svet. Sem zelo pač navajen tega, oziroma mi je to blizu, da liki v romanih res so napisani tako, kot oni zares razmišljajo in govorijo, ne? Da se jih ne cenzurira da se njihov jezik estetizirati na druge načine, kot to, da bi njihovo besedišče potvarjal, ne. Naj pač uporabljajo tiste besede, ki jih uporabljajo, ki so njihov svet,
Edino tako dejansko jih lahko sam se uživim v njih, ne, če jih slišim, kako oni govorijo. Ne. Da bi pisal v nekem zelo togem stilu literature, ne, to mi je tuje. Ko že govoriva o jeziku, v eni od kritik sem prebrala, Skubic je za slovensko književnost dobesedno izumil vsakdanji jezik sodobnega, urbanega slehernika. Kako to komentiraš? Mislim, da je bil malo klišej v nekem času, takrat v času izida fužinskega bluza. Zelo veliko ljudi je že pač tudi pred mano in pozneje popolnoma neodvisno pač pisali na zelo žive načine, mogoče celo bolj avtentično kot jaz. Ne. Recimo, ne vem, ko so išli Čefurji Raus, sem bil navdušen, ker je Vojnović veliko bolj avtentično pisal v tisti fužinščini, kot sem jaz v fužinskem bluzu, ko sem pisal kot nek outsider, ko je hotel to literarizirati. Ne. Tako da... Morda še eno vprašanje, nenehno menjavaš oziroma nenehno prevajaš in pišeš romane. Se pravi, en čas prevajaš, potem pišete romane. V kakšnem zaporedju si to, recimo časovnem, običajno sledi? Je nek vzorec po tolikih letih lahko opaziš, glede na to, da si nekako se začel z pisateljevanjem in prevajanjem izključno s tem ukvarjati po Prvem Kresniku? To je bilo po prvencu romanesknem. No, to sem vedno imel kot neko mislim, kot isto kariero, isto poslanstvo. No. Mislim, živim predvsem od prevajanja, tako da prevajanje je tisto, kar moram skozi iskati neko delo. Pisanje je pa tisto, ko pride. A ne. Ko dobim neko idejo, se pač lotam naprej. Ne. Nekako po naključju je tako, da na vsaki 2 leti dozori neka ideja. Ne. No, zdaj je bil razmik mogoče daljši, ne, ker sem, ne vem, vmes ta roman sem začel pisati, pa sem dvignil roke od njega, pa sem po enem letu se vrnil k njemu, pa sem ga nadaljeval. Drugače pa, ja, no, takrat sem pač rekel, da redna služba ni za mene, grem na svobodo, delal bom to dvoje, prevajal in pisal. In zaenkrat uspeva. Andrej, želim ti še zelo veliko genialnih pisateljskih idej in še veliko romanov, ki jih bomo lahko brali. Ja, hvala. Beletrina v živo.